Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Ne, tega enostavno ne smemo dovoliti. Danes bomo govorili o tem, ali bodo v Evropi prepovedali uporabo domačih semen, in namen tega gostovanja vsekakor je, da pridobimo eno zavedanje, zakaj tega ne smemo dopustiti. Poglejmo nekaj zanimivih dejstev. Ali veste, da je izumrlo že več kot 80% starih sort semen? Samooskrba s hrano in skrb za semena sta temelj suverenosti vsake države. Če semen nimamo, jih moramo kupiti, s tem pa nam drugi določajo, kaj bomo sadili in kasneje uživali. Posledice industrijsko procesirane hrane oziroma kemikalij, ki jih pri predelavi porabljajo, pa pomeni tudi porast degenerativnih sprememb in bolezni. Danes sta v moji družbi Anton Komat in Fanči Perdih. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdaj, za sam začetek, verjetno moramo najprej razumeti zgodovino oziroma kaj se je v tej smeri že dogajalo v preteklosti. Ja, ker so semena temelj prehranske suverenosti vsakega naroda, to pomeni, da so izjemno pomembna za preživetje ljudi. Ja, ta pritisk nenehno se stopnjuje. Praktično začelo se je z nekim velikim spoznanjem industrijskega kmetovanja leta 1970, ko je prišlo do katastrofe na pridelavi koruze v ZDA. Namreč mutant neke glive je udaril, noben pesticid ni pomagal v tistem primeru, ker je šlo za nov mutant. Uničena je bilo četrtina vsega letnega pričakovanega pridelka. No, in takrat so se te korporacije zganile in začele ta stopnjevan nadzor nad semeni. Torej, leta 1978 je bila sprejeta mednarodna konvencija o zaščiti, tudi tak zelo čudni izraz, novih sort. Evropska komisija je leta 1980 egalizirala, standardizirala in predpisala postopek. Pri registraciji vsake sorte je bilo potrebno nekako okrog 10.000 evrov in jasno, ta silovit udar je predvsem prizadel male pridelovalce semen. Recimo v Franciji je tako propadlo nekaj tisoč malih družinskih podjetij semenarskih. Jasno, to se je začel proces koncentracije. Po drugi strani pa z razvojem genske tehnologije in z velikimi ambicijami, ki so jih imeli, so začeli te lovci na semena robati po svetu, nabirati stare sorte, jih pač dostavljati v laboratorije multinacionalk, kjer so jih pač patentirali kot svojo intelektualno lastnino, tiste, ki so imeli zanimive lastnosti. Tle so uveljavili to TRIPS regulativo, Trade Related Intellectual Property Rights. No in jasno, to je ta pohod korporativnega kapitala, ki ima edin cilj, da dobi popoln nadzor nad trgovino s svetovnimi semeni. In jasno, v tej točki je nujno, da se ljudje zavedajo, kakšnega izjemnega pomena so ta semena tradicionalnih varietet. Jaz temu pravim semena preživetja. Vi ste rešiteljica v Sloveniji, vsaj delujete kot rešiteljica semen preživetja. Kakšno je stanje trenutno? Se ljudje zavedamo dovolj dobro, kako pomembno je to, da ohranimo domača semena? Zdaj, za to biotsko pestrost, ki jo želimo imeti na krožniku, moram reči, da vrtičkarji iščejo različne variante, vendar tu je problem pri ohranjanju tega, zaradi tega, ker se zadeve po vrtovih zelo hitro poženijo. In praktično smo mi kot male ali mikrosemenarske hiše pravzaprav potrebni, da to varieteto raznih sort ohranjamo skozi pač to redno semensko pridelavo, kjer skrbimo za izolacijo, za to, da se zadeve res odbirajo tako, da v bistvu semena ohranjajo ali pa celo izboljšujejo svoje lastnosti. Rekli smo, da ne smemo dovoliti tega, da bi prepovedali uporabo domačih semen, če pa bi se to vendarle zgodilo, kaj bi to pomenilo za posameznika, za družbo? Ne, jaz sploh ne razmišljam o tem, da bi se to zgodilo, kajti že ta poskus evropske birokracije leta 2012, ko se je začel, da ne bi s neko posebno zakonodajo
zožili ta prostor domačih tradicionalnih semen, je, moram reči, bila izjemna protiakcija evropskih državljanov Evrope. Zbranih je bilo preko 2 milijona protestnih podpisov, tako da je Bruselj moral umakniti to, ne. Poskušal še enkrat 2013. Moram reči, slovenski državljani so aktivno sodelovali v tem protestu. To pa pomeni, da to ni nobena garancija, da se to ne bo ponovilo, ne. Vedno poskušajo še enkrat z neko novo embalažo, z drugo metodo prepričevanja ali pa marketinga glede volivcev Evropske skupnosti, ampak glejte, to, kar je gospa Fanči rekla, mi smo danes v Sloveniji v zelo nenavadni situaciji, da ne rečem nevarni, kajti 85% vseh semen mi uvažamo, torej smo izjemno odvisni od tujih dobav. Zdaj pa, jaz pravim kmetom, veste, če imate lahko tudi 400 hektarov zemlje, pa 400 konjski traktor, če ne boste imeli svojih semen, ste odvisni od dobav, ne, in zdaj jasno, korporacije lahko tržijo s tem, ne, če boš pridn, boš dobil semena, če ne boš pridn, jih ne boš dobil. To je temelj prehranske... Priden po njihovih načelih. Seveda, to je temelj prehranske suverenosti naroda, ne. Zato je pomembno to delo, da se v vsaki državi ustvarja ta mreža reševalcev ali pa varuhov semen. Večina evropskih držav to že ima, ne. Tudi pri nas, poleg njenega podjetja, imamo tudi varuhe semen, ki se trudijo v to smer. Mi smo zelo sodelovali z Avstrijci, ki imajo Neutovo barko, Kokopelj v Franciji, teh mrež je kar veliko v Evropi, tako da mislim, da je ta organiziran upor evropskih državljanov edina pot. In jaz ugotavljam, da je ta nov evropski državljan nastaja z uporom, ne. Drugače ne bo šlo. Ampak ljudje, kadar so v strahu, pravzaprav niso zelo uporniški. Ja, nekateri se pač skrijejo tako kot polžki v hiško, ne. Nekateri pa enostavno vejo, da če se ne bo nihče uprl, ne bomo prišli nikamor, ne. Je pa res, da večina ljudi se ne zaveda, da pravzaprav vsak glas šteje, ne. Da vsak lahko pri sebi največ naredi, tako da poskrbi ali za eno sorto semen, da jih bo nekako prenesel z generacijo v generacijo, ali da se nauči, kako se pridela eno seme, ne? Kaj je pomembno za to, da boš eno zadevo ohranil, ker če bi vsak eno zadevo ohranil, veste, pa sploh se ne bi pogovarjali o tem, da je 75% semen, ki so bile na naših kmetijah, da so izgubljena, a veste, ne? Ampak pač ljudje reče, sej je tam v trgovini, a ne? Ampak letos je v trgovini, drugo leto je v trgovini, naslednjo leto pa ni več, ker je sorta padla sortne liste in je nihče ni prijavil več. Jaz bi tukaj poudaril, če dovolite, da recimo ravno to izumiranje teh starih sort, ki je res dosega tam preko 70% v tem delu Evrope, pri nas ali po Avstriji, recimo, je alarm, ne. Torej, graditi prihodnost prehranske varnosti na nekih hibridih ali pa nekih genskih tehnologiji, jaz sem prej omenil ta primer v ZDA leta 1970, ko je prišlo do te katastrofe s koruzo, pa to ni bila edina stvar, ne. Pomen semen bi poudaril še z dvema primeroma. Ko je ameriška vojska drugič udarila na Irak, potem so tudi odstranili Sadama Huseina, je bil njihov glavni cilj ne toliko Bagdad, ampak Abu Ghraib. Zakaj Abu Ghraib? V Abu Ghreibu je imel režim Sadama Huseina največjo zbirko semen starih sort žit. Kajti Mezopotamija je bila že jasno znana zibelka vseh žit sveta, od tam so vsa žita se razširila po svetu in potem prešla v določene varietete. In v tej semenski banki je bilo preko 8000 starodavnih varietet žitaric. To je ena stvar in to je zdaj jasno končalo, ameriška vojska je to odpeljala v laboratorije korporacij. Druga stvar je pa poudaril, gre pa za najbolj varovan objekt na svetu trenutno, to je na Špicbergih, na Svalbardu, je centralna genska banka sveta. V to gensko banko so investirali predvsem multimiliarderji in tisti, ki nadzirajo svetovno prehrano. Ta bunker, ki mu pravijo, dobesedno to je bunker, Doomsday Vault, torej bunker za sodni dan, je nekaj 100 metrov v granitu pod zemljo. Zakaj je to na severu? Enostavno zato, ker je tam najmanjša
verjetnost, da bi prišlo do padca meteorita in tudi, bunker je tako trdno zgrajen, da bi zbirka preživela direktni udar nuklearne bombe. Torej v tej globini Zemlje, najbolj varovan objekt na svetu. Jasno, noter je shranjen ves nakraden material iz celega sveta, ki sem prej govoril o genskih piratih. Se pravi, dejansko govorimo o genskih piratih, o lovcih na semena, a hkrati povprečen človek nima občutka, da je to zelo, zelo pomembno. Gospa Perdih, bi nam lahko našteli, vem, da je teh razlogov mnogo, ampak vendarle, mogoče 3 ali 5 poglavitnih razlogov, zakaj je pomembno, da ohranimo domača semena in da v svoja življenja na krožnike na koncu koncev ne spustimo tista hibridna, kemijsko obdelana na tak in drugačen način. Tako je, domača semena so v bistvu skozi generacije pridobila, kako bi se temu rekla, lahko po domače robustnost, ki jo potrebuje rastlina, da lahko preživi v naših neravno ugodnih klimatskih razmerah. Se vidite, kakšno leto je bilo letos. Od pozim zelo mrzlo, potem pozeba, suše, vročine, poplave in tako naprej. Enostavno, to so taka nihanja, da tisti, ki ni tega navajen, enostavno ne bo preživel. Se pravi, imamo prvič odpornost. Tako. Druga stvar je, da tiste rastline, ki živijo v tem okolju, kjer živimo mi, vsebujejo tudi največ tistih zadev, ki jih mi potrebujemo. Ker mi moramo vedeti, da rastline niso samo hrana, niso samo polnilo ali pa mašilo, ampak so tudi zdravilo. Ker konec koncev vse te minerale, vitamine in tako naprej, vse te zadeve mi pravzaprav dobimo skozi hrano. Imamo še mogoče kakšen tretji razlog, ki bi ga navedli? Jaz lahko dodal, namreč gre gospa imela to robustnost teh starih sort. Poudaril bi to, da ravno ta močna reakcijska norma, kot pravijo fiziologi, torej ta semena so zelo prilagodljiva, njihov genom, njihov epigenetski zapis se lahko prilagaja na spremenjene okoliščine. Če gledamo zdaj te moderne hibride, moramo vedeti, da vsaka vzgoja v smislu nekih ciljnih ozkih lastnosti pomeni gensko erozijo. In zanimivo je, da pri tej genski eroziji, ki se pojavlja, najprej pade odpornost. Torej pomeni, čim imamo mi hibride, oni ne morejo ne skaliti, ne zrast brez kemične podpore, agrokemične. Torej imamo zdaj pa takoj nabirko kemičnih gnojil, pesticidov in podobne zgodbe agrokemične industrije. Po drugi strani bi poudaril, da greš tle že z vezano trgovino. Torej, če zdaj gledamo poskuse korporacij, da bi vsile to traitor tehnologijo ali pa terminator tehnologijo, torej semen, ki izgubljajo rodnost, ki nimajo več rodnosti, si predstavljate kmeta, da bi ta seme kupil, pričakoval bi, da mu bo ta rastlina potem dala semena in ko bi posijal ta semena, bi ugotovil, da so neplodna, da so izgubila svojo rodnost. Kakšna katastrofa je bila v neki pridelavi. Zato sem prej omenil, da je možen totalitarizem korporacij ali pa celo agroterorizem korporacij napram prehranski suverenosti enega naroda. No, o agroterorizmu pa se sploh pravzaprav ne govori. Ja, moramo govoriti, ja. Ampak kar sem jaz sama opazila recimo tudi pri svoji mami, ki je strastna v temu svetu rož pa vrtičkarstva in vsega ostalega, enostavno se mi zdi, da se ljudje pa fajn se jim zdi neke nove kombinacije, nenavadne in zgolj zaradi tega, to je pa nekaj novega, nekaj svežega, dejansko gredo ljudje v nakuplje tega. In naš namen danes tukaj je, da ljudem rečemo ne. To ni najboljša odločitev. Glejte, mi moramo graditi nekako 90% naše prehrane z temi zadevami, ki so tu stavljene. 10% je pa lahko tista češnjica na torti, rečemo. Eksperiment. Da si pa nekako krepimo borbončice z raznimi okusi, spoznavamo nove rastline, ker konec koncev tudi pri nas se klima spreminja. In določene zadeve, ki so bile mogoče pred 10-20 leti še enostavne za predelati, kažejo danes problem. Se pravi, je že izziv. In
Tako in je treba pač iskati tudi neke alternative, tako recimo, kar se tiče same prehrane, ne, kot recimo, kar se tiče same pridelave. Ne. Treba je poudariti, da pri nas izumira mali kmet, kar je nacionalna katastrofa zame. Ne. Raziskave kažejo, da na globalni ravni torej 75% vse prehrane globalnega prebivalstva zagotavljajo mali kmetje, ki pa zasedajo samo 25% površin. Ne. Torej vidimo, da je to temelj prehrane človeštva, so male kmetije. Ne. Mi smo dopustili, da jih pri nas propade 16.000, kar je katastrofa nacionalna. Ne. In zato je jasno, ta semena preživetja so več ali manj vezana tudi na obstoj malih kmetij, na samo oskrbo, na prehransko varnost nekega naroda. Ne. Vse konec koncev mi lahko, normalno bomo vedno uvažali določene prehranske artikle, ampak bistvo preživetja je, da čim več te hrane pridelamo sami na kratkih poteh od vil kmeta do vilic meščana, kot jo spravimo. Oba sta vsekakor zelo aktivna na tem področju, da širite informacije, dobra sporočila naprej in tudi vplivata na bolj pametna dejanja Slovencev. Gospod Komat, vi ste ravnokar izdali tudi knjigo Zemlja, voda, seme. Poleg tega tudi otroke učite in jih obračate k naravi, k temu, da sami vzgajajo vse te stvari. Se vam zdi, da v vseh teh letih, ko delujete, da se stvari obračajo na bolje? Ja, jaz sem optimističen, ker se ne. Dejstvo pa je, da vsi želimo, da bi to nekako hitreje šlo, ampak vemo, da je najtežje spremeniti razmišljanje ljudi, ne? Ampak vse premika na pozitivo. Tudi ljudem je jasno, te prakse, ki se dogajajo na globalni ravni, govorijo kot dokaz, da je treba bistveno spremeniti naš odnos do okolja, v katerem živimo. Predvsem, zato je tudi v knjigi naslov Zemlja, voda, seme, ne? Kajti to so 3 temelji preživetja človeka. Ne? Če bomo uničili rodnost prsti, če bomo kontaminirali vodne vire in če bomo izgubili svojo semensko varnost, ne, potem se nam slabo piše. Vsekakor slabo, bolj kot si mogoče celo mislimo. Kako se pa vam zdi v vseh teh letih, ko delujete, smo se že kaj spametovali ljudje? Mislim, da se miselnost počasi obrača. Tudi vidim, da recimo ljudje zamenjujejo, predvsem recimo te meščanski, ne? Tip ljudi zamenjuje že zasaditev cvetličnih gredic z zasaditvijo kakšne zanimive zelenjave, ki je ravno tako dekorativna, po drugi strani se pa lahko tudi uporabi, ne? Ker so ugotovili, da pravzaprav je pa zelo pomembno, kaj poješ, ne? In drugače cenijo tisto, kar jim zraste na vrtu. Absolutno. In ne vem, verjetno ste slišali tudi za to, že davno nazaj sem ugotovila, da nekateri ljudje semena, preden ga dajo v zemljo, da ga dajo najprej v usta, da dobi informacije in potem zraste prav zanj. Se pravi, ta povezava seme človek je močnejša, kot si mi verjetno mislimo sploh. Glejte, vsako seme je čudež, ne, življenja, ne, in tisto, kar je v semenu skrito, kar nam ni verjetno toliko vidno, ne, to je vse življenje skrito, ne, v tem semenu, vsak skrivnost življenja je na samem semenu. Ne. Jaz temu pravim, nekoč sem držal en želado seme v roki, ne, pa sem si predstavljal, vse to seme je živo, to sanja gost. Torej, to malo bitje, ki je v bistvu nek zarodek noter, sanja, da bo nekoč živelo v nekem druščini dreves v tem svojem gozdu. Mislim, da moramo tudi mi razumeti ta čude življenja na ta način, ne, da se povezujemo v to mrežo življenja in da smo del te mreže, ne da izstopamo in poskušamo z neko racionalno, velikokrat zgrešeno logiko preurejati planet v svoji meri. Vsi ti poskusi so se do sedaj izkazali kot neuspešni. Najlepša hvala obema za tale pogovor. Mislim, da ste dobili kar nekaj informacij, ki vam lahko pomagajo. Širite jih naprej med svoje sosede, povezujte se z njimi, razmišljajte o tem, kaj, kako, na kakšen način bi dodali še kakšno gredico, tudi če je to zgolj okenska polica. Še kakšno informacijo najdete tudi na spletni strani klepetobkavi.si.